Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Dragi zbrani pri radijskih sprejemnikih, prisrčno vas pozdravljam ob čudovitem prazniku svetega rešnega telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ob misli na ta praznik nam v domišljiji zasije moštranca sveto hostijo, čudovite procesije z najsvetejšim 4 oltarji in blagoslovi na vse 4 strani neba, ozračje pa napolnjeno s hvaležnostjo, prošnjo za blagoslov pri vsem delu in življenju v vsakem domu, predvsem pa z vero, da je pod podobo kruha resnično, stvarno in po svojem bistvu navzoč med nami Jezus Kristus, od mrtvih vstali Gospod. A vse to je le sad obhajanja svete maše, Evharistije, v kateri se ponavzočuje resnično zadnje večerje. Procesije nam letos ponovno kličejo v zavest svetoletno dogajanje, ki ga doživljamo kot romarji upanja. Da, procesije s svetim rešnim telesom so zares romanja upanja po naši deželi. Saj je edino Kristus lahko razlog našega upanja v večno življenje. Prav to upanje je lahko edina podlaga za vsa druga vmesna upanja v tem zemeljskem potovanju. Letošnji praznični evangeljski odlomek nam pripoveduje o dogodku, ko se je Jezus z učenci znašel pred lačno množico. Učenci bi ljudi kar odpustili, a Jezus jih iznenadi s pozivom: vi jim dajte jesti. Ker so premogli le 5 hlebčkov in 2 ribi, a kaj je to za 5000 mož, so že razmišljali, da bi šli kaj kupiti. To je bil njihov način dojemanja. A Jezus jih spet še bolj preseneti, ko sprejme teh 5 njihovih hlebov in ribi, vse skupaj blagoslovi in pričnejo deliti in za vse je dovolj, pa še ostane nekaj. V tem simbolnem odlomku lahko odkrijemo veliko pomembnih sporočil. Lahko ga beremo kot posebno teologijo dela, ki mora imeti za cilj preustvarjanje stvarstva v novo nebo in novo zemljo. A to je mogoče samo po in preko Jezusa Kristusa. Hlebi kruha in ribi predstavljata to, kar imamo ljudje, kar mi zmoremo. In to smo dolžni storiti. Nato pa vse prinesti Jezusu in mu izročiti. Ljudje smo ustvarjeni in poklicani, da v ljubezni sodelujemo pri preustvarjanju vsega po Božjem namenu. Tako kot vsi sodelujemo pri spreminjanju kruha in vina pri sveti maši. Vse je ustvarjeno, da bi se preko oblike daru spremenilo. Človek lahko stvarem spremeni namen in pomen. Tako ima na primer roža svoj naravni namen in pomen, jaz pa ji lahko oboje spremenim, ko jo nekomu podarim, da mu z njim izrazim svojo naklonjenost in ljubezen. Če lahko to stori človek, kaj šele Bog sam? In dejansko Bog to, kar mu prinesemo, še povsem drugače preoblikuje. Učenci predstavljajo nas, ki mu vsak dan, najbolj pa pri sveti maši, prinašamo svoje delo, svoje misli, besede, dejanja in on jih spremeni in posveti. Pomnoži za obilen dar bratom in sestram, saj ostane 12 košar. To pomeni polnost darov. Če mož in žena prineseta svoj odnos ljubezni Kristusu, ga pomnoži do polnosti. Podobno družinske in druge medsebojne odnose. In podobno vse sadove naših darov. In še več, naše darove tudi posveti in jih spremeni v svoje telo in kri.
Dobesedno pri sveti maši ne posveti vase le kruha in vina, ampak tudi navzoče vernike spreminja v svoje skrivnostno telo, ki je cerkev. Tako se pšenica in grozdje najbolj uresničita takrat, ko nasitita lačnega brata in sestro, in še bolj, ko pri sveti maši postaneta kruh življenja in kelih zveličanja. Pri obhajilu pa se po njunih podobah lahko združimo s Kristusom samim. Ob tem lahko vzkliknemo: O skrivnost skrivnosti! A ta vzklik ne velja le za spreminjanje kruha in vina, marveč tudi za nas, ki nas Gospod spreminja tako, da je On lahko v nas in mi v njem. Vse to pa se dogaja preko oltarja, ki predstavlja Kristusa. Na njem se vse spremeni v dar za druge, celo Bog sam, ki postane neprecenljivi dar za nas. Kristus je oltar, žrtev in duhovnik obenem. Vse zato, da bi se uresničevala bratska gostija pri Euharistiji in v vsakdanjem življenju. Lahko sklenemo, da smo samo zato na svetu, da postanemo dar drug drugemu, da postanemo drug drugemu kruh, da se torej v prenesenem pomenu hranimo drug z drugim in tako postajamo dar za življenje drug drugemu. Ker pa to delamo v Kristusu in z njim, postaja ta življenjska gostija tudi predokus nebeške gostije, ki jo na nepopoln način že doživljamo pri sveti maši in kadar resnično ljubimo drug drugega. Naj vas, dragi verniki, v sveto rešnje telo, današnji praznik poživi v veri, upanju in ljubezni. Amen.